Pozdravljeni, moje ime je Klemen in moja naloga je, da vam predstavim zgodovinski arhiv Ljubljana ter pomembnost arhivistike v našem času. In ne, arhivistika ni dolgočasna veda. Človek je edino živo bitje, ki se zavestno ozira v svojo preteklost. Vzroki so različni. Kako lepo me je vsak večer piskal na piščalko. In kako imenitno je znal mi kastati. Stari Rimljani so poznali rek: historia vitae magistra est. Zgodovina je učiteljica življenja. Zgodovinski spomin so cenili tako visoko, da so ga utelesili v podobi muze Clio. Vendar pa ima človeški spomin vsaj eno slabo lastnost. Ni povsem zanesljiv. Stare kulture so svojo zgodovino in znanje ohranjale iz roda v rod z ustnim izročilom. Kekec vasi res upravite. Kekec, dol iz vasi. Najti je bilo treba sredstvo, ki bi vse človeško znanje ohranilo na način, ki je neodvisen od človeka in njegove minljivosti. Iznajdba pisave še danes velja za enega največjih dosežkov človeštva. Črke in številke so postale šifre za zapis najrazličnejših informacij, kar je omogočilo neverjeten razmah znanosti, kulture in zahtevnejših oblik družbenega življenja. S tem se je pojavil nov problem. Kje in kako dragocene zapise hraniti, da bodo varni pred vsiljivci, tatovi in poškodbami. Stari Egipčani so verjeli, da nad njihovimi zapisi bdi Sešat, boginja pisave in arhivov. Ena najbolj znanih inštitucij za varovanje zapisov je slovita Aleksandrijska knjižnica, ki je na svojem višku hranila kar 700 000 pisnih zvitkov, danes bi rekli knjig. Današnji nasledniki teh inštitucij se imenujejo arhivi. Beseda arhiv izhaja iz starogrške besede arhont in arheon. Arhonti so bili visoki uradniki in nosilci oblasti, njihovi domovi, ki so bili pa hkrati tudi njihovi uradi, pa so se imenovali arhejoni. Tam so arhonti varovali in hranili pomembne dokumente. Neustavljiv razmah listin pa se je začel v poznem srednjem veku. Ključen faktor je bil začetek proizvodnje papirja. To je bil poceni in obstojen material, tehnika izdelave pa enostavna. V 15. stoletju je Nemec Johann Gutenberg izumil tiskarski stroj, ki je lahko natisnil neskončno število povsem enakih dokumentov. S tem so knjige in drugi tiski postali dostopnejši. Kakor antični arhonti, ki so dokumente hranili v arhejonih, so tudi fevdalni gospodje hranili listine in knjige v svojih gradovih, palačah in samostanih. Branje je postalo ključ do znanja. Tega se je zavedala tudi razsvetljena cesarica Marija Terezija, ki je v naše dežele uvedla obvezno obiskovanje osnovne šole, kjer se je vsak naučil pisati. V 19. stoletju so nastale tudi prve inštitucije, ki so skrbele za ostanke preteklosti, muzeji. Konec 19. stoletja pa so nastali tudi prvi javni arhivi. Leta 1896 dobi Ljubljana novega župana, bančnika Ivana Hribarja. Takrat so se Slovenci že dobro zavedali svojih korenin ter kulture in začeli terjati svoje pravice. Stoletja predtem je bil uradovalni jezik v naših deželah nemški, sedaj pa je to postal slovenski. Župan Ivan Hribar pa je vedel, da so stari zapisi, ki so nastajali in se hranili na ljubljanskem magistratu, zakladnica dogodkov iz ljubljanske, torej slovenske preteklosti. V času Hribarjevega županovanja je živel slovenski pesnik in teolog Anton Aškarc. To je bil za tiste čase nekoliko nenavaden človek. Njegov osnovni poklic je bil duhovnik, kar ga pa ni povsem zadovoljevalo.
Župan Hribar je prepoznal njegovo stisko in talent. Leta 1898 mu je ponudil, da kot prvi mestni arhivar prevzame skrb za ogromno količino zapisov, ki so se tekom stoletij nakopičili pri upravljanju mesta Ljubljana. To je tudi rojstno leto Mestnega ali zgodovinskega arhiva Ljubljana, prve arhivske inštitucije na Slovenskem. Aškrc je bil Hribarju neskončno hvaležen za ponujeno delo. In kot je sam dejal, bi tak brez njega še vedno gnil v totih štajerskih hribih, ne tam, v kaki mali župniji. Zato se je Aškrc zavzeto lotil svoje nove naloge. Kmalu je spoznal, da pred njim leži skoraj celotna zgodovina Ljubljane ter njenih prebivalcev. V svoji majhni temni pisarnici pod gradom je cele dneve marljivo pregledoval in urejal staro mestno registraturo. V naslednjih desetletjih sta arhivistika in s tem tudi ljubljanski arhiv dosegla nesluten razvoj. Aškrčevi nasledniki so začeli zbirati dokumente z vseh področij družbenega življenja. Uprave, sodstva, gospodarstva, zdravstva, šolstva, društvenega in zasebnega življenja. Z razvojem tehnike so se pisanim in tiskanim dokumentom pridružili še novi mediji, s katerimi arhiviramo besedila. Fotografije, filmske, zvočne zapise ter s tem ohranjamo razne vsebine. Pritožba mestnemu magistratu v Ljubljani. Mestni avtomobil, ki služi za poškropljenje cest, je včeraj zjutraj približno ob 7 uri po Dunajski cesti ob moji hiši gor pa dol dirjal s hitrostjo najmanj 15 km/h, tako da se je moja hiša tresla kakor po močnem potresu. Tak avto ne bi smel po Dunajski cesti voziti z večjo hitrostjo nego 4 km/h, morda še z manjšo hitrostjo. Odgovor mestnega gradbenega urada. Šoferju Novaku se je ponovno in sicer zadnjikrat zabičalo, da mora počasi voziti, ker drugače nam v najkrajšem času razbije vse tovorne avtomobile. Ljubljana, junij 1926. Kako pravzaprav nastane nek zapis? Bistven del vsakega zapisa je človek, kot posameznik ali kot del neke skupine. Vemo, da se človek kot družbeno bitje združuje v razne skupnosti, politične. Ugotavljam, da je Skupščina Republike Slovenije sprejela odlok o razglasitvi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, kulturne, socialne, šolske in verske. Te skupnosti so osnova državam, narodom, izobraževalnim, verskim, zdravstvenim in kulturnim ustanovam. Da so na skupnem zasedanju sprejeli in razglasili vse 3 osamosvojitvene dokumente. Srbski veleposlanik v Sloveniji Predrag Filipov je zunanjemu ministrstvu izročil protestno noto zaradi slovenskega priznanja neodvisnosti Kosova. Zapisi, ki nastajajo pri teh ustanovah, pričajo o obstoju in delovanju človeštva. Vrnimo se k posamezniku. Ko se rodimo, naše ime vpišejo v rojstno knjigo. Ta zapis dokazuje naš obstoj in nas spremlja vse do smrti. Takrat zapišejo naše ime v drugo knjigo, knjigo umrlih. S tem zapisom je našega obstoja uradno konec. Med tema obema temeljnima zapisoma pa nastane še na tisoče dokumentov, ki ustvarjajo okolje, v katerem živimo. Kaj to pomeni? Dejstvo je, da skoraj vsako naše dejanje ali stanje spremlja nek zapis. Oprostite, kaj pa počnete? Ugotavljam, koliko žensk nosi nogavice medžimurske trikotaže iz Čakovca. Povem vam, da jih ni malo. Biti šolar pomeni tudi prejemati ocene in konec leta dobiti spričevalo. Kadar smo bolni, to zdravnik natančno vpiše v zdravstveni karton in z receptom v lekarni dobimo zdravila. Ko želimo zgraditi hišo, potrebujemo gradbeno dovoljenje. Če želimo potovati v drugo državo, potrebujemo potni list. In kadar se želimo včlaniti v nek klub ali stranko, moramo izpolniti prijavnico, na podlagi katere prejmemo člansko izkaznico. Vse to so dokumenti, zapisi. Tako je pri posamezniku, vendar tudi pri organizacijah ni bistveno drugače. Tu nastajajo dokumenti, pri katerih ni v ospredju posameznik, pač pa celotna skupnost. Posameznik predstavlja le enega od mnogih bolj ali manj enakih členov neke skupine.
Kadar je v okviru skupnosti poudarek na določenem človeku, je to ponavadi takrat, ko ta zaradi kakšne značilnosti izstopa iz skupine. Dober dan! Poglejmo nekaj zapisov, ki so značilni za neko skupnost. Temeljni akti najpomembnejše organizacije države so na primer ustava in zakoni. Prav tako ima vsako podjetje ali društvo svoj pravilnik, ki ureja njegovo delovanje. Potem so tu razni seznami članov, poročilo o uspehih in dosežkih nekega podjetja, ustanove, kluba. Tako nastajajo tako imenovane kronike. Najbolj znane so šolske, posebno rada pa jih pišejo tudi društva. Zapisi iz kronik so pomoč tistim, ki zbirajo podatke za pisanje zgodovine nekega kraja, šole ali društva. Delovanje javnih inštitucij je tako pomembno, da so njihovi dokumenti zakonsko predpisani. To so dokumenti s pomembno vsebino in zato nujni. Dokumenti služijo namenu, za katerega so bili ustvarjeni približno eno generacijo, oziroma dokler so živi njihovi ustvarjalci, to je nekako 70 let. Po tem času dokumenti izgubijo svoj namen. To pa še ne pomeni, da so postali povsem nekoristni. Starih zapisov se na moč veselijo raziskovalci različnih znanosti. Pogosto so ravno stari, na videz nekoristni dokumenti osnova novim znanstvenim spoznanjem. Da bi zaščitili dragocene zapise, države ustanavljajo posebne ustanove, arhive. Slovenija ni izjema. Imamo dobro organizirano arhivsko mrežo. Sestavljajo jo javni arhivi, osrednji državni arhiv ter 6 regionalnih arhivov. Poleg tega so tu še 3 cerkveni arhivi ter arhiv Univerze v Ljubljani. Njihov predhodnik in začetnik je ravno nekdanji Aškarčev arhiv. Njihovo delo in organiziranost določa zakonodaja. Največji slovenski regionalni arhiv, hkrati tudi najstarejši, je Zgodovinski arhiv Ljubljana. Ker je arhivsko območje preveliko, da bi ga lahko upravljali z enega mesta, je razdeljeno na 5 enot. Kaj se pravzaprav dogaja za pročeljem teh stavb in kaj danes delajo Aškarčevi nasledniki? Sodobni arhivari, pravzaprav arhivisti, kot jih danes imenujemo, so varuhi preteklosti. So tudi detektivi, ki iščejo, raziskujejo in varujejo sledi, ki so jih v času svojega življenja hote ali nehote pustili naši predniki. Seveda pa to niso sledovi zločinov. Včasih pa tudi. Če pogledamo stare mestne knjige, v njih najdemo med drugim tudi stroške, ki jih je mesto plačevalo za mestnega rablja. Jaj, kaj je pa to zdaj? In po zapiskih sodeč njemu dela ni nikoli manjkalo. Arhivisti se za razliko od drugih raziskovalcev preteklosti, na primer muzealcev in arheologov, omejujejo zgolj na varovanje in raziskovanje zapisov. To pa niso le stare pisave na papirusu, pergamentu ali papirju. Lahko so tudi zapisi, ki prikazujejo sliko ali zvok. Najnovejši zapisi so elektronski. In kdo sploh lahko postane arhivist? Arhivist ima praviloma izobrazbo z področja družboslovja. Najnižja zahtevana izobrazba je univerzitetna. Med slovenskimi arhivisti prevladujejo zgodovinarji, najdemo pa tudi pravnike, etnologe in umetnostne zgodovinarje. Osnova vsakemu dobremu arhivistu je odlična splošna razgledanost. In najvažnejša arhivistova naloga je določiti tiste dokumente, ki bodo imeli vrednost tudi po več stoletjih. Široko znanje z vseh področji arhivistu olajša dilemo. Je nek dokument dovolj pomemben, da dobi oznako kulturna dediščina? Kajti prav tako kot stare zgradbe, muzejski predmeti in ostale znamenitosti, tudi arhivsko gradivo predstavlja kulturno dediščino in je zavarovano z UNESCO-vim simbolom. Ko je arhivsko gradivo določeno in prepeljano v arhiv, nastopi urejanje. To pomeni, da je potrebno vsak dokument tako popisati in hraniti, da ga lahko v vsakem trenutku najdemo med milijoni podobnih. Ko je enkrat dokument varno evidentiran in shranjen, pa je potrebno poskrbeti, da tako tudi ostane. Zato vlada v arhivskih depojih strog varnostni režim. Arhivsko gradivo je namreč pogosto zaželen plen zbiralcev starin in umetnin. Zgodovinski arhiv Ljubljana predstavlja
Človek s kapo, ki je bežal z arhivskim gradivom v zeleni škatli. Tatič je ukradel škatlo z arhivskim gradivom. Kraja ni ostala neopažena. Lovil ga je voziček z arhivskim gradivom. Ali bo tatiču uspelo uiti, ali bo končal med policami? Ne, to ni smešno. Toda arhivsko gradivo ima prednost domačega terena. Kraja arhivskega gradiva se ne splača. Depoji so opremljeni z raznimi varnostnimi sistemi, ki pa ne varujejo le pred vsiljivci, pač pa tudi pred ognjem, vodo, vročino ter slabim zrakom. Če kdo želi dokumente videti, jih lahko le v prisotnosti uradne osebe in v zato namenjenem prostoru, čitalnici. Hišna številka 3, ja, Urbarjana 1157. Gradivo gre iz arhivske stavbe le v izjemnih primerih, naprimer, če ga uporabimo kot razstavni predmet. Vsako leto slovenske arhive obišče več tisoč obiskovalcev, ki potrebujejo našo pomoč pri iskanju dokumentov. Lahko so izgubili spričevalo, potrebujejo gradbeno dovoljenje, dokazila za sodne in druge uradne postopke. Morda pišejo zgodovino šole, pripravljajo razstavo, delajo diplomsko nalogo ali pa sestavljajo družinski rodovnik. Arhivisti se zavedajo tudi preventive. Najvažnejše pa je pedagoško delo z mladino, ki predstavlja bodoči rod arhivistov, varuhov sledov naše skupne preteklosti. Spoznali smo torej, da sedanjost izhaja iz preteklosti. Sedanjost je pravzaprav skupek preteklih dogodkov, ali kot bi rekli naši antični predniki, zgodovina je učiteljica življenja. Na koncu vam ponujemo razmislek. Ste se že kdaj vprašali, kaj bo ostalo za mano? Koliko časa se me bodo moji potomci še spominjali? Bo čez 300 let sploh še kdo vedel, da sem obstajal? Bo, če bomo naše sledove in zapise še danes varno shranili.